Okay. Lepo pozdravljeni, danes je z mano Luka Mejač. Zelo poseben gost, zaradi tega, ker bom zelo na brzino povzel, ker si štartal v svoji zgodovini, bom rekel, v navednicah iz minusa, prišel na nulo in potem iz nule še fajn super kompenziral. Lahko bi tako rekel. Potem odličen trener si, to, kar sem jaz videl, fantastično poučuješ, boks v Fight Clubu Ljubljana, plus otroci, ki sem jih doživel, te imajo ful radi, pa ful to upoštevajo. Včasih bolj, včasih manj. Ja. Ja. Ampak kot trener borilnih veščin je to včasih praktično, da si trener borilnih veščin, oziroma borilnih športov. Ja. Pa se mi zdi, da imaš tak zelo človeški touch, ki se ga bomo tudi še dotaknili potem. Okay. Bi mogoče začeli z tem tak, pač, da si ljudje lahko sploh ustvarijo neko sliko o tebi, če bi zdaj te mogel na brzino predstaviti iz športnega, borilnega vidika. Ja. Kaj bi rekel o sebi? Ja, najprej se dojemam kot bokser, oziroma zdaj kot trenerja boksa. Okay. Začel sem v bistvu z velik športi, sem pol dokaj pozno presedlal iz nogometa na boks. Torej, na pravi šport. Tako. V bistvu sem proti koncu svoje nogometne kariere se v bistvu že kazala neka, kako bi rekel, nekontrolirana agresivnost, oziroma prekomerna agresivnost. Sicer nič drastičnega, no, ampak potem pa sem boks čist iz rekreacije probal in sem tam nastal najprej kot rekreativec, tekmovalec in zdaj kot trener. Kdaj si pa začel potem? V bistvu takrat sem bil star 17-18 let. Wow. Se pravi, najprej sem probal tak velik športov, od juda, tudi kajaka, pol kasneje nogomet. 7-8 let sem bil v nogometu, potem sem pa preselil na boks. Ampak ti si tudi tekmoval na državni in mednarodni ravni, ne? Tako. Torej, na kaj si še posebej, bom rekel, ponosen, na kjer dosežek? V bistvu to, da sem bil dolgoletni reprezentant Slovenije, tako v univerziteti, kot tudi čisto običajen. Nekje sem vse skupaj naredil nekih 70 mečev. Wow. Ni pa ne vem, kaj bi izpostavil prav posebej. A se je v tem času, odkar se ti ukvarjaš z boksom, boks spremenil? Mislim, nivo boksa v Sloveniji je skokovito narastel, se mi zdi. Takrat, ko smo mi začenjali, v bistvu sploh ni toliko let nazaj, je bilo vse skupaj nekako bolj smo probavali, to neka prava smer. Ampak tudi se je pol že delalo zelo na visokem nivoju, zdaj, ko pa dobimo mi mlade borce, ki so stari, k nam pridejo trenirati otroci od 5. leta dalje, sicer je tam res pol še nekje do 12. leta, večinoma vse spoznavajo boks preko igre, ampak potem so fanti pri 12, 13, 14 letih že formirani v prave borce, ki imajo vse bokserske prvine naštudirane v piko. Tako da medtem, ko mi smo po bistvu se mogli to pol že nekako na stara leta učiti. Potem spet razlike, če štartaš ti že kot član, pa se moraš še kaliti, ali pa če si ti že kot prekaljen. Tako, že kot mladinec moraš za sabo preko 100 mečev. Ja, ampak, a veš, bom rekel tudi kot late bloomer, ne, ima človek kljub temu ene prednosti, po mojem, mislim, ker čisto drugače se lotevaš potem tudi stvari. Ne, definitivno. Jaz sem tudi pristaš tega v klubu, tudi pač trenirajo tisti, ko pridejo na prvi trening boksa,
ali pa katerekoli druge borilne veščine po 45-50 letih. Kar se mi zdi smiselno, zakaj bi se učili neke nove stvari, samo dokler smo, ne vem, v šoli ali v srednji šoli, ampak da se pol tudi kasneje izpopolnjuješ v vseh smerih, in športno in izven športna. A si začel pri Sašu v Vajksmeru trenirati? Tako. Probal sem prej še tajski boks, pa še v enem drugem klubu par treningov, ampak smo več igrali košarke kot boksa, tako da mi ni ste delali bolj na delu nog, kot pa... Tako. Kaj bi pa ti opisal ta, bom rekel, zdaj zelo splošno gledano, ta stil boksa, ki se ga goji znotraj Fight Kluba Ljubljana? Mislim, meni je jasno, da ste borci zelo različni, ne? Ampak kaj pa tisti skupni imenovalec? Skupni imenovalec je res dodelana tehnika, pa da v bistvu vse poteka nekako preko igre. Tudi tako od najmlajših pa do najvišjem nivoju, da ni, mislim, če smo iskreni, ko je treba iti v ring, mora tudi priti do razbijanja oziroma do trdih sparingov. Ampak je vse preko igre, se mi zdi pa, da nas res ta dodelana tehnika osnove, pač da trenamo osnove in da imamo dobro boksarsko šolo. In da se pozna, da se znajde vsi borci v vseh situacijah. Kaj pa, če se dotaknemo tvoje osebne zgodovine, če se lahko? Preden sva začela tam, preden sva stisnila rekord, sva se tega malo dotaknila, ne? Jaz kot varnostnik sem verjetno delal na eni strani ograje v stadionu, ti si pa vragolije počel na drugi strani ograje. No, to se v bistvu takrat dogaja še ta moj prehod iz nogometa v boks. Je v bistvu bila vmes še neka postojanka, ker takrat bil sem star, ne vem, ker me je začel malo manjkrat sam nogomet, zanimati postranske stvari poleg nogometa. Se pravi, sem bil star 15-16, ne morem reči 16-17-18 let. In sem takrat pač tudi zelo rad hodil na tekme na drugo stran tribune, se pravi, ne na igrišče, ampak na drugo stran tribune. Pa tudi, ne vem, takrat sem rad ven hodil, pa kakšne neumnosti tako počel, tako da vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi pol kasneje boksa spoznal. Je pa res, da ena zanimiva zgodba, da smo šli pa fantje boks trenirati lik zaradi tega, da bomo jačali, da bomo najjači v Ljubljani. Ampak pol v bistvu je bil lik to en tisti ventil, ki sem ga jaz rabil, da sem vse te neumnosti nekako pustil za sabo. Pa sem se res boksa lotil tako, kot je. Samo to je fascinantno, ne? Mislim, to je v bistvu fascinantno zaradi tega, ker te je v bistvu obrnilo, ne? Kdaj se pa je, mislim, bi lahko definiral, kdaj se ti je obrnilo, oziroma kdaj je bil tisti, kot ti naredilo klik? Na začetku, ne vem, kakšen mesec, dva, 4 smo šli trenirati. Po enem mesecu sta 2 odpadla, samo še 2. Pa mogoče, da je ta drugi, da je sfuril še 3-4 mesece. Jaz sem pa takrat, se pravim, skoraj čist zaradi rekreacije, pol sem pa nekako čez noč se odločil, če pa hočem jaz tekmovati, pa trebamo bolj resno zagrabljati. In nekako mi je pol tudi vedno pač boks kot plemenit šport, se pravi, mi določene stvari niso šle skupaj. Čim bolj, ki sem prehajal neko to tekmovalno skupino, na neko tekmovalno pot, bolj sem se zavedel tega, da pač to, kar se učim, to, kar znam, je pač lahko uporabljam znotraj ringa in nikjer drugje, oziroma v nekih ekstremnih situacijah bi lahko, ampak vsi so samo obravno. Tako. Ampak je pa tudi res, da pol kar naenkrat nisem imel več te potrebe sploh. Tudi kdaj so bile situacije, ko bi, pol, ko sem nazaj gledal, bi si oseba na drugi strani, bi si zaslužila mogoče malo drugačen pristop, tako sem pa raje se rekel, se v redu. In sem imel pol, pa po drugi strani zaradi tega nekaj, kako bi rekel, moralnega mačka, ampak po drugi strani pa spet
dve pripombi. Ja. Ali pa bom rekel, začel bom z eno teorijo. Če ne bi bil Sašo takšen, kot je, oziroma bom zastavil drugače, ker obstajajo eni trenerji, ki so deklarirane barabe, pa sodelujejo z zelo čudnimi sferami, on pa to ni. On, tako se mi zdi, zelo, to zdaj zvenelo zelo čudno, ampak tako, čisto srce, tako. A veš, kaj ti hoče? Ja, mislim, zdrava sredina je, to je dejstvo. Če bi verjetno treniral kje drugje, z drugačno filozofijo, bi verjetno tudi drugače izpadlo potem. Bi ti v bistvu prišel na tvoj račun, ne, ko si rekel, da... Ja, verjetno res. Mislim, na tvoj račun na slab način. Tako. Je pa res tudi, se mi zdi, da se zdaj v zadnjih letih se vse to malo počasi se spreminja na boljše, da ni, da ta percepcija kot bokserji barabe, da že to izginja in tudi, da klubi delajo. Bravo, ampak se pa strinjam, bi lahko, če ne bi bilo zdrave sredine, ker jaz sem bil takrat, noben me ni mogel premakniti, jaz sem se pač nekaj odločil in to sem počel. Se pravi, ali je šel v to dobro smer, pa slabo. Starša metala po popkih, po trepalnicah, pa ništa. Ja, ta hormonski koktejl naredi svoje. Ne, tudi takrat, jaz sem v bistvu to je dolga zgodba, se pravi, iz prvih letnik sem bil odličen, pol sem začel malo padati, tako da na koncu tretji letnik, nekje februarja sem rekel kar, da imam dost, sem potem tretji letnik padel, pa sem potem začel boksati in posledično tudi zaradi tega pač četrti letnik sem pa se mi zdi spet prav dober. In po maturo sem pol izvedel, se pravi, nisem bil ta zlati maturant, ampak odlični maturant. V glavnem, izgubil sem, kada bi rekel 3-4 točke. Wow, sam to je velika osebna zmaga. Ja, sem po drugi strani sem pa takrat pol od profesorjev socialnih delov, ki so mi rekli, so me vsi tako, so me trepljali, da sem pa prej, ne vem, bil na heroinu, ja, Luka, smo mislili, da je tvoj vlak že odpeljal, pa si se spravil ven. Ja, dobro, ni bil heroin, ne? Mislim, da se pravim, lahko bilo pa v tistih časih, če ne bi bilo boksa, bi šlo lahko v mnoge smeri. Bi lahko končal bodisi, mislim, v najslabših primerih, ali pod rušo, ali pa za rešetkami, tako da to se... Ja. Kaj pa, prej si sam malo naznanil, da si spremenil svoj lifestyle. Ali te lahko konkretno vprašam, mogoče malo provokativno, ampak kaj točno si potem opustil in kaj točno si potem upeljal v ta svoj lifestyle? Ja, mislim, dobro, takrat, ko sem nehal z nogometom, sem začel malo druge bedarije početi in je to pač seveda pomenilo enormne količine alkohola, le kadarkoli je bilo mogoče. Pa se pravim, ne bom rekel iskanje problemov, ker jaz sem prepričan zase, lahko govorim, da jih nikoli nisem iskal zavestno, ampak če pa prišlo do tega, sem pa rad urgiral, kako bi rekel. Ampak potem sem pa obrnil vse skupaj na glavo, ker takrat po nogometu sem jaz imel še vedno iste navade, da lahko pojem karkoli, pa se ne bo nič poznal, pa sem prišel takrat na 95 kg, ali pa še malo več. Cilj mi je bil celo, da mi pivo stoji na trebuhu takole, se pravi, da sem zravnan, mi ni čisto uspel, sem rabil dodati par procentov naklona, ampak pol, ko sem začel boksati, sem pa nekako gotovo, če bom jaz imel 95 kg, bo tudi nasprotnik imel 95 kg, oziroma 91, ali pa takrat 91 plus, ampak bo še dvakrat večja omara. In tako sem takrat v bistvu pol začel čist, se pravi, iz enega dneva na drugega hujšati in sem takrat pol spustil še malo preveč na 77 najprej. Tako da sem pol boksal najprej. Ko je skoraj? Boksal sem do 81, pol kasneje pa za določeno prvenstvo sem pa to spuščal na 75. Da sem bil... Kristus, Kaj smo črski skakali. Ja.
No, okay. Na to vprašanje so, kaj si pa dodajal potem temu lifestyle, bi bila, mislim, oziroma, kaj je vsebovalo potem tvoj boksarski lifestyle? Veš, kaj se je spremenilo? Vse se je odvijalo okrog treninga, kako bom lahko naredil čim več treninga, čim bolj kvaliteten trening. Tudi vmes pol kasneje kot študent, ko sem šel na študentsko izmenjavo na Poljsko, sem v bistvu, vsi so gledali, kako bi čim več žural, jaz sem pa gledal, kako bi prilagodil izbirne predmete, tako da lahko treniram in dopoldne in pol popoldne. Ampak ti si tudi študiral, ne? Ja. Kaj pa? Obramboslovje, politologijo. Na prvi stopnji, pol kasneje sem pa opisal še v bistvu med korono še drugo stopnjo magisterij, strateško tržno komuniciranje. Vsaka čast. The best. Mislim, prav navdušuje me, ker ti lahko sam daš kot trener toliko naprej otrokom, koliko nosiš sam sebi, ne? Kaj pa, in sva zdaj tudi tukaj, ne? Ker ti se ukvarjaš z, bom rekel, otroškimi in mladinskimi Predvsem z njimi, sekcijami in imaš tudi kar že prominentne posameznike, ne? Ja. Lahko veš kaj več? Ja, zdaj imamo res v klubu ekipco 4-5 fantov, pa tudi ena punca, ki so zelo perspektivni. Eden izmed njih smo bili zdaj v preteklem letu, poleti dol v Banja Luki, na Evropskem prvenstvu je bil drugi. Kdo pa? Luka Zakojič, 75 kg. Koliko? 75, 14-leten poba, ampak izgleda in fizično in psihično obladil, imamo se pošlihtan. In se pravim, še ne par jih je takih, ker je tudi za njih super, da drugega motivirajo, ker je lažje trenirati v skupini kot pa sam. Kaj pa je zate pomembno potem, ko delaš z to populacijo? Kaj jim želiš vcepiti kot trener? Zdaj sva govorili o teh različnih aspektih. Zapravo, imamo te boksarske tekmovalce, kjer pač je itak cilj, da on čim bolj napreduje, pa da osvaja medalje na postopoma na vse večjih turnirjih. Hkrati pa probam, jaz osebno pa tudi sama filozofija kluba in tudi konec koncev Simona, celotne boksarske akademije, je, da otroke navdušimo za šport. Predvsem za boks, ampak jaz, če potegnem črto, ko bo to te pobi, ki so zdaj stari 5, 8, 10, 12 let, da bojo čez 20-30 let, ne da bojo sam sedeli pred kavčem pa pili pivo, mislim, lahko tudi daj, ampak v osnovi, da pač bo šport njim neka vrednota. Zdaj, če bo to boks, super, ampak tudi če je kjerkoli drug šport, da se bo gibali. Ja. Tako da to mi je osnovi. Moj osebni cilj, se pravi, da otroci radi hodijo, da napredujejo s treninga v trening, pa da jim to ostane kot neka vrednota, da vejo, da pač so dejansko boljši ljudje, če trenirajo. Bom rekel, zelo fajnim in sposobnim trenerjem, pa v neki zdravi sredini, ki pa se mi zdi, da se tu redno res, ne samo ustvarja, ampak celo izgrajuje ves čas, iz leta v leto. Te smem tudi vprašati, kot tekmovalec, a si se posluževal kakšnih mentalnega treninga ali pa afirmacij, vizualizacij ali pa česa takega ali ne? Mislim, bolj nekot, ja. Nekako takrat nisem bil sposoben, da bi neki ful zelo vizualiziral stvari. Sva tudi s Saštom o tem govorila in zdaj, ko gledam nazaj, bi bilo dober, ampak ne, takrat mi ni potegnilo. Nisem mogel. Razumem. So mi možgani odbežali v druge sfere. Zdaj pa moram hitro na plan, kaj še pogledati. Znam si potem, vsakeč, ko pridem v Fight Club Ljubljana, je tam ena tabla, ki ti se vam držati, ker vsakeč nekaj izpostaviš. In to je ta človeški tač, ker ni sam, gremo gurat, trening, pa nič drugega,
ampak tu pa sije skozi ta tvoja dobrosrčnost, pa tudi tvoja kreativa. Kaj hočeš s tem v bistvu doseči? Ja, v bistvu to začelo se čisto spontano, imeli smo eno tablo za trening napisati. Okay. Večino časa, ker bokserski treningi so sestavljeni iz več rund, pa težko bi napisal celoten trening na tablo in dolgo časa je bila ta tabla prazna. Ja. Prav, nečem pisati gor. Pa sem pa se enkrat začel čist nekem, začel sem se zdi s pregovori, se ni rimal, pa sem ga jaz tako obrnil, da je imel nek smisel iz bokserskega vidika. Tako da potem pa s časom je pa to rdeča nitka še vedno boks, ampak če me pa določena stvar zmota ali pa navdahne, pa tudi to vključim. In je pa čist tak nek spontan proces. No, to je res cool. Kakšne imaš, to pa zadnjo vprašanje, kakšne imaš zdaj recimo ambicije ali pa cilje, tudi recimo kot trener ali pa tudi na osebnem področju konec koncev? Kaj imaš? Za naprej? Ja? Predvsem krepiti to bazo otrok, bazo tekmovalcev. Tudi mogoče potem s časom, ne samo znotraj Ljubljane, tudi mogoče malo po okolici. Pa se pravim, delati na najvišjem nivoju, se mi zdi, da smo res tam. Super. Ni bilo zadnje vprašanje, ker sem se zdaj še enega spomnil. Ti pa bo res zadnje, to. In sicer, prej si malo menil, da ima boks tak negativni imidž, ne? Ja. Kot tudi recimo MMA ali pa še kjer druge gorile veščine. Mogoče bi prej bi rekel, da se pravičujem, da prekinjam, prej bi rekel, da ga je imel, da zdaj se mi zdi tudi, da se pravim, takrat, ko sem jaz začenil, si ne bi mogel zamisliti, da bi otroke nam vozili toliko mlade. Ker že takrat, ko je me nekdo vprašal, sem mogel malo manj, da ne je tla pogledati, pa reči, ja, jaz pa boksam. So bili vsi tako malo, na čudne odzive si naredil. Okay. Zdaj pa imamo se prav naša skupina v klubu je 5 do 7 let. In veliko krat se zgodi, da starši sprašujejo, naš je pa še le 3, bi lahko vsem prišel. Wow. Ker mi je, če gledam, če se predstavljam zdaj, 15 let nazaj, mi je to znanstvena fantastika. Takrat temu ni bilo. Ampak je s tem začel tudi Simon Dovč, pa potem ti tudi, ne? Če to sem prav spremljal, ampak to pomeni, da vidva znotraj Fight Cluba spreminjata to percepcijo o boksu, ne? V slovenskem prostoru. A ne da? Ja, mislim, potem so tudi s časom ostali klubi tudi sledijo temu. Tako da imajo zdaj večina klubov ima tudi naše selekcije, kar je super, ne, naj se širi dobro. Tako, pa da ne bojo vsi samo toliko časa v fuzbolu, pa se šele potem, kot jaz, da ste prav šport. Torej, če bi kdo želel vstopiti s tabo v stik, ali pa če bi hotel kdo poslati otroke k tebi na trening, kakšna je procedura? Upisujemo se prav v skupine v septembru, oktobru, pa v konec januarja, začetek februarja. Tako da zdaj bi bil ta pravi čas. Najdete nas na Celovški 172, neki skupin imamo tudi v Connect centru na Vrtovci. Tako da drugače pa pišejo na mail, pokličejo. Mail? boxerska.akademija@gmail.com. Še enkrat na glas. boxerska.akademija@gmail.com. The best. Najlepša ti hvala. Ful dobro. Hvala ti.